človek malo obnovi svoje znanje in zve tudi kaj, česar še ni vedel. In če sem že izdala knjigo pri tej ugledni založbi, moram vedeti tudi kaj o njeni zgodovini. Saj jaz sem si to malo pogledala, ampak človek pozabi, kar prebere. V bistvu ne beremo zato, da bi si vse zapomnili. A se vam včasih zdi, da ste vse pozabili, kar ste se lani učili, ali pa kaj je že zgodba o tisti knjigi iz... To ni nič narobe. Jaz sem čisto popolnoma pozabila, recimo, ne vem, zgodbo bratov Karamazovih, Dostojevskega, pa sem vse prebrala, ampak sem pozabila, ker ne beremo zato, da si zapomnimo zgodbo. A ne? Ampak zato, da se tisti trenutek, ko beremo, bogatimo. Ali pa ne moramo si vsega zapomniti. Saj se ne boste spomnili čez 30 let imen svojih sošolcev. Pa to ne pomeni, da zdaj je to brez veze, da ste vi prijatelji z njimi. Pač si ne boste zapomnili imen, ker boste z nekaterimi izgubili stike. Pa zelo pomembno, da ste zdaj v dobrih odnosih z njimi. Tako, zato sem jaz polno stvari zdaj spet se na novo naučila. Nisem več čisto prepričana, da je to Ivan Cankar. Tako da upam, da me ne bo strašil po noči s to posmrtno masko. Jaz se ne bom dala v pepelic, sem že povedala svojim otrokom, tako da mogoče bom dala si odlitek narediti. Bo matica poskrbela. Da vam te me tako ravnajo tukaj. No, dobro, malo se moramo pohitati, se nobeden ne zmerama, ne, vsi bomo enkrat umrli. Čeprav jaz še ne razmišljam o tem. Ampak tako, z otroki sem se pa zmenila, kako mora biti pa tako. Ne bom se dala v pepeliti. No, predstavila vam bom pravzaprav roman za odrasle, ker je zelo nenavadno, ker osnovnošolcem običajno ne predstavljam romanov za odrasle. Ponavadi pridem na šolo za zaključek bralne značke, pri vas še nisem bila, se mi zdi, še ne. In predstavljam mladinske romane, knjige za otroke, ki jih mogoče vi poznate. Kjerih razredov ste vi? Sedmi, vsi sedmi, osmi in deveti tudi. Ja, sedmi, osmi, deveti. Kaj ste brali od mene? Avtobus ob 3. Avtobus ob 3, pa verjetno, ko ste tekmovali za Cankarjevo priznanje še prej, kakšno gremo odraste z mačko tudi? Ne, oni so, če ste recimo v 5., 6. predlani, mislim, da je bilo to, niste to brali. Kakšno gremo odraste z mačko? Se pravi, Avtobus ob 3, pa Gremo jutri krasne, mogoče poznate ali ne še. Če ste prebrali Avtobus ob 3, morate tudi Gremo jutri krasne, ker je to nadaljevanje in je bilo napisano zato, to delo je bilo napisano zato, ker so me otroci na šolah prosili, da je napišem nadaljevanje Avtobusa ob 3, zato ker tisti, ki ste prebrali Avtobus ob 3, veste, kako se konča. Tako, da je bila moja hčerka jezna, ne, rekla, kaj se pa to pravi, take knjige pisati, ki niso dokončane. Kaj se je pa pol zgodilo, kaj Ivana rekla, ti ne tu? Jaz sem rekla, ne vem. Ja, kako ne veš? Se si ti zmislila to zgodbo? Ja, ne vem. Ja, pol si pa zmislila naprej. Ja, dobro, v redu, no, nič ne obljubam. In pol so mi tako tudi učenci zadnjega triletja, ki so brali Avtobus ob 3, recimo za Cankarjevo, pa ne vem, kaj so imeli za Rastem s knjigo, so imeli, pa so rekli, ja, zmislite si naprej, ne morate tako pustiti. No, in pa sem rekla prav, in ko sem enkrat rekla prav, je to že obljuba. Zato potem nastal roman Gremo jutri krasne. Junak tega romana je seveda nek drug, ampak se s Tinetom dobro pozna, tako da potem skozi to zgodbo zvemo tudi, kaj je Ivana rekla Tinetu. No, ampak danes bomo pa govorili o temle romanu. To je pa zgodovinska zgodba, absolutno nič si nisem zmislila. Jaz v tej zgodbi nič nisem zmislila, zgodb je več, je preplet zgodb in res nič ni izmišljeno, zato smo ga poimenovali, ta roman, dokumentarni roman. Tako kot bi bil to dokumentarni film v filmskem žanru, recimo. So pa vmes tudi prizori, ki sem si jih izmislila situacijsko, se pravi, kako bi vam to razložila. Dejstva v teh prizorih so resnična, morala sem si pa zmisliti neke situacije, v katerih ta dejstva razkrijem. A razumete, kako je to mišljeno? Se pravi, če smo gledali dokumentarno igrani film, ko so nekateri prizori po resničnih dogodkih izmišljeni, pa potem en igralec odigra Prešerna ali pa ne vem koga še, kakšne filme slovenske poznamo, kakšnih oseb. Recimo Prešeren mi pride na misel, ko ga je igral Fowlerom. Tako da vam bom povedala zgodbo, na kateri je ta roman nastal. Gre za zgodbo, v kateri jaz do nedavnega ničesar nisem vedela. Leta
konec leta 2019, oziroma jeseni 2019, oziroma že malo prej v obrisih, ampak tako prav natančno sem pa jeseni 2019 izvedela za zgodbo 645 otrok na Štajerskem, v Celju, ki so bili ukradeni materam, tako rekoč iztrgani iz naročja. Ste vi že kdaj za to slišali? Niste slišali za slovenske ukradene otroke? Niste slišali. No, nič čudnega, zato ker tega enostavno v zgodovinskih učbenikih ni. Jaz tudi nisem tega vedela. Sem pa takrat na slovenski nacionalni televiziji zasledila film kolegice Maje Weiss z naslovom Banditenkinder slovenskemu narodu ukradeni otroci. Ona je ta film naredila že prej. Ta film je imel slovensko premiero 2014, ampak jaz ga nisem videla v kinu in sem ga videla šele takrat na televiziji. Nekaj sem pa že prej o tem slišala, ker sem prebrala, oziroma v rokah držala, ne v celoti prebrala, avtobiografsko izpoved ene gospe, ki se piše Ingrid von Oelhafen in je v bistvu Nemka, je bila tudi njena zgodba napisana v nemščini. Jaz sem to enkrat domov prinesla, kaj moja hčerka, ki je bila takrat stara, to kot ste zdaj vi, delala seminarsko nalogo pri zgodovini in je bila njena tema, so bili Hitlerjevi otroci, Hitlerjugend, se pravi Hitlerjeva mladina, in v knjižnico me je poslala mene, seveda, nekaj prinesem in sem mi prinesla, tam so mi dali to in to in to in so mi dali tudi to avtobiografsko izpoved Ingrid von Oelhafen, ampak ona ni bila vzgojena kot Hitlerjeva mladina, jaz sem to pa malo prelistala in rečem, čakaj. Ona pravi, da je bila ukradena v Celju leta 1942 kot dojenček in je potem za zmerom ostala v Nemčiji, da je bila germanizirana, da je bila vključena v neko čudno organizacijo, ki se ji reče Lebensborn. A ste že kdaj za to slišali? Lebensborn? Tudi ne. Tudi nič čudnega, ker tega tudi nimate v zgodovinskih učbenikih in mi tudi nismo imeli. Smo pa slišali, tako, ko se je takrat v tistih letih, ko sem jaz odraščala, se je zelo veliko govorilo, veste, o drugi svetovni vojni, tudi zdaj se spet, zato ker so spet vojne po svetu in se spet take grozote dogajajo, kot so se, čeprav smo vsi verjeli, da se to ne bo več zgodilo, ampak se spet na mojo veliko grozo. In takrat smo zelo veliko govorili in je tako, me včasih kdo tako rekel, ja, ti si pa blond, pa imaš modre oči, če bi pa ti takrat med vojno živela, bi te pa razglasili, da si ustrezna za arijsko raso. Takrat, veš, so imeli neke tako razplojevalnice arijskih otrok, pa so ene ženske po naročilu rojevale arijske otroke, zato da bi se nemški narod, da bi se arijska rasa razmnožila. Ste o tem že kdaj kaj slišali? Malo ste, ne? To ni bilo čisto tako, to niso bile razplojevalnice, ampak so bile na nek način, to je bila organizacija Lebensborn, ki je bila, ki jo je ustanovila paravojaška organizacija SS, se pravi, SS, to je bila paravojaška organizacija, od njen ustanovitelj je bil Heinrich Himmler, za njega pa ste slišali, Hitlerjeva desna roka. In on je znotraj te paravojaške, paste, vojaške organizacije. Kaj ima vojaška organizacija z materinskimi domovi in porodnišnicami? Ali vojska ustanavlja porodnišnice? Ne, ne, no, že to je čuden. Se pravi, paravojaška organizacija SS je ustanovila Lebensborn v Nemčiji. To so bili neki taki materinski domovi s porodnišnicami, pa tudi s prostori za nego mater in porodnic, v katere so najprej bil eden, pol sta bila dva, najprej v Nemčiji, najprej v Münchnu, pa pol mečkam bolj vzhodni Nemčiji, Wernigerode, na vzhodu. In tja so lahko prišle roditi žene SS-ovskih oficirjev najprej. Se pravi, če je prišla kakšna taka navadna ženska, tja, nezakonska mati, tja roditi, so najprej preverili, kako izgleda, in potem so preverili njen rodovnik, in če je imela kakršnegakoli judovskega prednika, so ji zaprli vrata. Ona ni mogla priti v ta dom roditi otroka. Lahko so prišle samo čisto krvne nemške matere. To nas malo spominja na vzrejo plemenskih psov. Ampak točno to je to bilo. Arijska rasa je bila podobna vzgoji plemenskih bikov ali psov. Tja so lahko prišle roditi ženske, ki so bile poročene bodisi z SS-ovskimi oficirji, s časoma pa potem tudi
nezakonske matere, ki so imele čiste korenine, se pravi čiste arijske korenine in ki so bile povrh vsega še lepe in zdrave in so zanosile s enako polnovrednimi moškimi. Zakaj vam zdaj to razlagam nekaj v povezavi z ukradenimi otroki na Slovenskem, pa s to organizacijo se že komu kaj sanja, zakaj so potem 645 otrok na Slovenskem ukradili? Ker so jih selekcionirali za to organizacijo. Zato, ker v organizaciji Lebensborn ni bilo rojenih dovolj otrok, arijskih, da bi se nemška rasa toliko povečala, da bi lahko rekla, aha, mi bomo pa zdaj osvojili svet. Pravi, Nemci, arijska rasa, bomo zavladali svetu. Toliko otrok se ni rodilo, zato ker pač moških v glavnem ni bilo doma. In če moških ni bilo doma, ženske ne morajo zanositi. In zato so potem sklenili, da če pa svojih otrok nimamo toliko, bomo pa pobrali tle po slovanskih deželah, po okupiranih slovanskih deželah take otroke, ki ustrezajo arijskemu tipu človeka. In tako so ogromno to pokradili na Poljskem, to ste verjetno že slišali. Tam so šli kar v hišo, pa so pograbili vse otroke, pa so jih odpeljali na vlake in so jih potem imeli. Tiste, ki so bili malo starejši, pa ki so bili ljudje, itak so končali, vemo kje, medtem ko so dojenčke, ki so bili še sposobni pozabiti, kdo so, selekcionirali za to organizacijo Lebensborn. In tako se je stekalo organizacijo Lebensborn, se pravi, nekateri otroci so se tam rodili, drugi so bili pa ukradeni v okupiranih državah in so jih tam prevzgojili na tak način, da so jih dali v posvojitev nemškim parom brez otrok. V opravičilo tem nemškim parom brez otrok moram povedati, da te pari niso vedeli, da gre za ukradene otroke. Rekli so jim, da so to sirote padlih nemških, recimo ubitih nemških parov, da so to absolutno nemški otroci, da ne bodo brez skrbi. Tako da so mnogi teh parov po vojni, ki so zvedeli, da je pač ima njihov otrok neke sorodnike v Jugoslaviji ali pa na Poljskem ali pa na Češko-Slovaškem, doživeli nov šok, ker so mogli tega otroka dati nazaj. Otrok se je pa že navadil tam, skratka, ti otroci so imeli zelo težko pot. No in o teh otrocih Lebensborna, slovenskih otrocih Lebensborna, govori ta moja knjiga. Nastala je zato, ker je hkrati s tem mojim raziskovanjem nastajal tudi še en dokumentarni film, skupaj s to gospo, ki sem jo prej omenila, z Majo Weiss, ki me je popolnoma osupnila s tem svojim Banditenkinder. Banditenkinder zato, ker se je tem ukradenim otrokom tako rekel. Se pravi, to so otroci banditov. Pazite, to so bili partizani, prvi uporniki na Štajerskem, ki niso imeli nič s tem, kar se je potem zgodilo. Se pravi, s komunistično revolucijo. Nič. Oni so bili prvoborci, tako da niso bili omadeževani s temi revolucionarnimi idejami takrat. To so bili prvoborci, ki so padli kot talci. Njihove žene so pač Gestapo pobral po hišah in jih strpal v zbirno taborišče v Celju, ki je bilo takrat v neki osnovni šoli v Celju. In tam so potem po nekaj dneh matere ločili od otrok, matere odpeljali v Auschwitz in otroke v posebna taborišča na Bavarskem, kjer so jih selekcionirali. Dojenčke so pa takole, kot vidite na tej sliki, ta slika je dokumentarna, ta slika je avtentična. 10. avgusta 1942 so jih imeli takole v košarah za kruh na peronu železniške postaje in takrat so v bistvu zapustili tla svoje domovine in večina ni nikoli nazaj prišla. Jaz sem pa spoznala 4 otroke, slovenske otroke Lebensborna, o katerih smo potem z Majo Weiss posneli tudi film. Poleg teh 4, ki bo imel premiero marca naslednje leto v Cankarjevem domu, je že narejen. Je pa bilo teh zgodb toliko, ne samo te 4, teh zgodb je bilo toliko, ker sem potem spoznala tudi potomce tistih otrok Lebensborna, ki so že umrli, pa potovali sva, obiskovali ljudi, pač različne te otroke Lebensborna po Nemčiji in sem spoznala toliko še drugih potomcev teh otrok, da se mi je zdelo, da pač, ker vse zgodbe ne morajo biti povedane v filmu, da sem imela zelo močno potrebo, da napišem še roman, v katerem so te zgodbe močno natančno razdelane. Vam bom pa zdaj en SMS prebrala, ker sem ga dobila danes zjutraj, tako da boste vedeli, kako je to pomembno za potomce teh ljudi, ki so že umrli.
Recimo, danes zjutraj mi je pisal Matevž Podvinšek iz Gabrk pri Šoštanju, ki sem mu poslala knjigo, ki jo je podarila Slovenska matica za Matevža Podvinška. Njegov oče je bil tudi Matevž Podvinšek, otrok Lebensborna in je umrl že pred 10 leti. Ta sin seveda ne nastopa v filmu, zato ker ni direktno otrok Lebensborna, ampak je sin otroka Lebensborna. In on je meni danes zjutraj napisal, to je pa takole, vidite, jaz težko najdem kaj, no? On je danes meni zjutraj napisal: Draga Nataša, včeraj sem dobil tvojo novo knjigo. Ne morem opisati mojega občutka, ko sem obračal strani in prišel tudi do teksta in slik mojih dragih. Hvaležen in vesel sem, da si jo napisala. Hvala, Matevž. Tako da to je potem eno tako veliko zadoščenje za mene, ki sem se pravzaprav bala, kako bodo ti ljudje sploh reagirali, ko bodo enkrat v enem takem leposlovju, ker si jaz malo kakšno stvar tudi po svoje interpretiram, pa kakšne situacije opišem tako, kot sem jih jaz videla, ne tako, kot so jih oni, pa malo literariziram njihove izpovedi, ker je to pač leposlovje in ne morem napisati čisto tako, kot so oni povedali. Mi je to ena taka... Takih pisem dobim veliko, no, to sem dobila danes zjutraj, to zdaj namenjeno tudi vama, ker sem bila res vesela. Tako na kratko v tej zgodbi, no, lahko bom pa tudi kakšen, a boš ti brala, ali jaz preberem? Ti. Jaz. A vam kakšen odlomek preberem? Zdaj pa rečemo, da bom brala kar tam, kjer se bo odprlo. A kako? Tam bom rabila dodatne oči. Pomože. Ampak preden berem, kdo kakšno vprašanje na to zgodovinsko osnovo. Noto vmes so namreč tudi kar prepisi nekih dokumentov povezanih s tem. Zato se temu tudi reče dokumentarni roman, ker prepisi dokumentov najbolj živo pričajo o tem, kako so trgovali s tem otroki. Kako so te sirotišnice, ko so otroci, eni so prišli nazaj, pa niso več nikogar imeli, ali pa jih niso dali sploh družini, so jih kar obdržali v sirotišnici, se niso niti toliko potrudili, da bi najdli otrokove sorodnike. Nekateri so prišli nazaj, ker po vojni, ko so pač zavezniki osvobodili tako taborišča, kot tudi domove, Lebensborne in vse te sirotišnice, so otroke vrnili v domovino. Tiste, ki niso bili še posvojeni, so vrnili v domovino. In tle so potem te otroke kar tako po nekih skladiščih premeščali, pa po nekih sirotišnicah. Nekateri niso nikoli najdli svojih družin, nekateri so bili za zmerom sirote, ne? Nekateri so pač nazaj prišli. No, ampak tale odlomek, poglavja so tako, a veste, narejena, da v bistvu, da so kar kot nek dnevnik, no, samo da ni kronološko. In tam to poglavje ima naslov Nataša, ker pripovedujem jaz, Šmihel nad Mozirjem avgusta 2021. Katera nemška beseda vam je najbolj ostala v spominu iz otroštva, sem vprašala Ivana. Muti, je odvrnil glasno. Izbrala si ga je v Lebensbornovem domu in se ujela v zanko. Rekli so ji, da je otrokov izvor neznan, da pa je zagotovo nemškega rodu in da so njegovi roditelji umrli zaradi nasilja nenemških sil. Takšna razlaga je bila sestavni del protokola. Noben par, ki je v Koransalisu, to je bil eden izmed Lebensbornovih domov, kamor so se stekali slovenski otroci, izbral otroka in ga vzel k sebi, ni vedel, da je s tem dejanjem vstopil v kolesje zločinskega mehanizma. Uradništvo, v katerem naj bi Emily Edelman, to je bila glavna upravnica za posvojitve, opravljala delo nepomembne tajnice, je seveda razpolagalo z vsemi podatki o dojenčkih. Malčke so oddajali, medtem ko so njihove matere umirale v Auschwitzu. Vse to je bilo Margi von Mann, Ivanovi muti, prikrito. Nato je 4. marca 1948 prejela obvestilo mestnega urada za mladino iz Münchna, ki je v njeno družinsko življenje vneslo usoden preobrat. Obvestili so jo, da ima njen ljubi posvojenec Hans Ferdinand z izvirnim imenom Ivan Acman družino v Jugoslaviji, ter da bo njeno skrbništvo prenehalo. Otroka bo morala vrniti. Gospa von Mann se je uklonila resnici.
Bila je prepričana, da ima otrok doma še žive starše in da je Anton Acman, ki ga je iskal, njegov oče. Dečka je z neverjetno duhovno močjo izročila vojni misiji skupaj s pismom za starše, ki ga je napisala 24. marca 1948. Čeprav je otroka ljubila, ga je brez vmešavanja sodišča vrnila v Šmihelj. Toda Ivanovi starši so bili takrat že dolgo mrtvi. Njegov oče, ki mu je bilo prav tako ime Ivan, je bil kot 29-letni kmet, ki se je vključil v odpor, ustreljen pred usodnim avgustom že 22. junija 1942. Doma je ostala njegova noseča žena z enoletnim prvorojencem. Težko so me obremenili, je pisal ženi iz zapora na dan svoje smrti, v jutru pred ustrelitvijo, tako da po sedanjih zakonih ni izgleda, da bi se še kdaj videla. Zaupam pa trdno v Boga in Marijo. Če mi je usojeno umreti, naj jadikuj. Bog že ve, zakaj nam to trpljenje pošilja. Jaz sem na smrt pripravljen. Prosim le še tebe, odpusti svojemu možu, če te je kdaj žalil. Enako prosim odpuščanja sestri in brata. Molite za blagor moje duše, če izveste, da je ločena od tega posvetnega mojega telesa. Tolaži me zavest, da jaz nisem kriv nobenemu drugemu njegove krute usode in pa da sem, kot veš, nedavno prejel svete zakramente. Moja želja je, da postane Ivanček gospodar, če tudi vem, da bosta še oba preganjena. Odpustita torej svojemu očetu, ki je kot zaveden Slovenec branil pravice svojega naroda in s tem vaju spravil tako kruto usodo. Jaz vas vse iz srca ljubim in nikogar ne sovražim. Oče, odpusti jim, bodita potolažena Bog z vami. Pozdrav od očeta, moža in brata Janeza. 6 dni po tem dejanju slovesa in pomiritve se je rodila hčerka Elica. 4. avgusta zgodaj zjutraj, ko je bila novorojenka stara komaj 5 tednov, pa so na posestvo vdrli pripadniki polvojaških enot in odgnali Angelo z otrokoma z doma. Porodnica je morala z njima peš v dolino, kjer so jih naložili na kamion in odpeljali v Celje. 10. avgusta zjutraj, ko se je začelo trganje mater od otrok, je Angela zgrabila Elico, da bi jo še zadnjikrat podojila, gestapovec pa je planil po njej, izpulil dojenčka iz njenega naročja, ga zabrisal v kot na cunje in zvlekel mater na dvorišče. No, to je zdaj res, tlele se mi odprl. Zmeraj, ko to berem, mi gre malo na jok, ker sem sama mama in si ne moram predstavljati, da bi mi novorojenčka iztrgali iz naročja in ga ne bi nikoli več videla. Mati Angela je čez 2 meseca umrla v Auschwitzu, Ivan in Elica pa sta bila odpeljana, oba vključena v Lebensborn, ampak Elica je zaradi zanemarjanja po porodu, otrok je bil dehidriran, otrok je bil takole vržen na cunje, zaradi zanemarjanja po porodu, verjetno tudi zaradi dehidracije, utrpela poškodbe možganov. In kaj to pomeni za nacistično Nemčijo? Srečo je imela, da je niso eutanazirali, ampak za Lebensborn ni bila dobra. Je bila zaostala, prizadeta, drugače za nacistično Nemčijo pomeni prizadete otroke eutanazirati. Tudi otroci, ki so se rodili bolni ali prizadeti v Lebensbornu, tem izbranim materam, so šli naravnost v neko bolnico, kjer so novorojenčke eutanazirali. Tako da Elica je preživela in je še danes živa. Ima pač, ko se reče temu, primanjkljaj, slabše duševno in telesno razvita. Njen brat Ivan, ki se je tudi potem leta 1948, kot ste iz tega odlomka lahko razbrali, vrnil v domovino, k stricu na kmetijo v Šmihelj nad Mozirjem, skrbi zame. Tako da on je eden izmed teh otrok Lebensborna, ki so se vrnili in ki je celo življenje potem seveda pogrešal pa to svojo muti, Marko Forman, v Nemčiji, ki ga je imela neznansko rada. Se pravi, to svojo posvojiteljico. Ker je bil kot 5-leten otrok, predstavljate si, najprej iztrgan pravi materi, ko je bil še majhen, ko se tega ni spomnil, potem posvojen, se navezal na svojo krušno mater in potem bil znova vrnjen domov, kjer ni imel matere, imel teto. 2-krat iztrgan iz ljubečega okolja. Zdaj sem vas pa zamorila. Ampak veste kaj? Mene so velikrat ljudje vprašali, ko sem to pisala, kako da jaz zdržim vse te zgodbe, kako da jaz... Ena gospa mi je rekla, jaz bi cele dneve jokala, če bi te zgodbe poslušala. Sej se jokaš, sej ti je težko, ampak hkrati pa čutiš, koliko to tem ljudem to pomeni. Ali ste videli ta SMS? Koliko tem ljudem, ki so toliko vase stlačili teh zgodb, ker oni, ko so po vojni prišli in nobeden ni hotel z njimi o tem govoriti, oni so bili sem vrnjeni, zdaj pa živi, ko veš in znaš, nauči se slovensko, prišli so sem, dali so jih v slovensko šolo, od tja so prišli, otroci so jih zafrkavali, ker so govorili nemško.
Oni so bili pač vrnjeni sem, kar v slovensko šolo seveda niso znali. Dojenčki, ki so prišli leta 45 nazaj, niso znali slovensko. Kje ne bi se pa naučili, če so jih tam načrtno prevzgajali. Potem oni sploh niso vedeli, kaj se jim je zgodilo. In zdaj, ko smo imeli svetovno premiero filma, se Ignacija pove, ker je bila v Frankfurtu, smo imeli svetovno premiero filma v Frankfurtu, je Ivan Acman prišel z nami, ta gospod, o katerem ste zdaj slišali zgodbo, star je 82 let, je prišel z nami in je prvič videl film, o katerem nastopa in je rekel, zelo sem prizadet, ker šele zdaj vidim, v kakšen sistem sem bil ugrajen. On tega ni vedel. On je sam čutil, da se je nekaj čudnega zgodilo, ni pa vedel, da je bil to sistem, katerega žrtev je postavljen. Se spomniš, kaj je to rekel? Ker mu šele zdaj kapljno, ki je videl, da se je vsem isto zgodilo, da je bil princip tega ukrast, germanizirati, obdržati. V bistvu so oni hoteli, da bi ti otroci sploh ne vedeli, kdo so. In 14 je takih imen na seznamu slovenskih otrok Lebensborna, za katere ne vemo, kje so in kdo so. Verjetno so že umrli, ker so vsi stari čez 80 let, ampak so zginili zavedno, ker najbrž niso nikoli niti raziskovali, odkot so prišli. Ostali so v Nemčiji, v nemških družinah. Ne ve se, kje so in kako se je njihova pot končala in ali so sploh kdaj vedeli, da so posvojeni. Oziroma odkot so bili posvojeni. Nekateri niso imeli poguma, da bi to raziskovali, ker je to tako težko, ker se ti navadiš na svoje življenje, ne? In ti je grozna misel, joj, jaz imam nekje drugje, starše Bog ve, kaj se jim je zgodilo, zakaj so me zapustili, kaj je bilo in te je strah te resnice. Nekateri imajo toliko moči, da to zmorejo in raziščejo, drugi ne. Kako si? Imam kakšno vprašanje zdaj, ko ste slišali vse to? A ste kaj vedeli o tem? Ne. Se to je roman za odrasle, za vas bi bil težek, ampak mogoče pa, če je kdo dober bralec, jaz upam, da so še vedno med vami dobri bralci, da ste tudi vi dobri bralci, bi se nič ni tacka, da ne bi mogel 11 tega prebrati, ne? Je pa res, da sem jaz to začela pisati, ko še ni bilo novih vojn, ko smo mislili, da smo s tem opravili, ja, veste. In potem, ko se je začela vojna v Ukrajini, sem kar zgubila voljo. Se mi je zdelo, da brez veze, kaj smo s tem ukvarjali, vse se nismo nič naučili. Brez veze. Kaj bi zdaj pripovedovala te zgodbe, če se pa ta hip ustvarjajo nove tragedije otrok, ki bodo čez 80 let, če bodo sploh preživeli vojno, jokali za svojimi starši, bodo traumatizirani, za zmerom poškodovani. In to se nam zdaj dogaja v Ukrajini, se nam dogaja na Bližnjem vzhodu, se nam dogaja v Sudanu, v Gorskem Karabahu. Jaz sem zdajle prišla direktno od srečanja s Tomom Križnarjem. Ste slišali že kdaj za Toma Križnarja? Tomo Križnar je ta aktivist, ki se ukvarja predvsem s Sudanom, pa z temi ljudstvi, zatiranimi, žrtvami genocida po svetu, pravijo. Tle zadnje je taka režija, mislim, ljudje, otroci, to je kolateralna škoda velikih interesov, tako da sploh nima nobenega smisla zdaj razmišljati, da smo pro-palestinski ali smo pro-izraelski, se pravi, ali navijamo za Ukrajino, ali navijamo za Rusijo, ali navijamo za Palestino ali za Izrael. Nobenega smisla, ker so te posli zadaj tako komplicirani in tako umazani, da sploh ni tle čistih in umazanih in pravičnih in nepravičnih velikih likov. Samo žrtve, ki so nedolžne, moramo imeti pred očmi in jaz mislim, da če mene kdo vpraša, na čigavi strani sem samo na strani nedolžnih žrtev, nikogar drugega. Zato, ker mi sploh ne vemo, kaj je zadnji teh vojn, kakšni gnusni interesi. In tako je bilo že v drugi svetovni vojni, samo zdaj pač toliko let po drugi svetovni vojni se zgodovinarji s tem ukvarjajo, pa so malo razvozlali ozadje, pa kako je do vojne prišlo. Pri tem, kar se pa zdaj dogaja, pa če bo civilizacija preživela, se bodo pa zgodovinarji prihodnjih generacij ukvarjali. Tomo Križnar mi je take stvari danes povedal, da sem čisto smešna. Ker on pač zelo veliko hodi po svetu in spoznava ljudi ravno na teh žariščih, kjer so navadni ljudje žrtve velikih interesov. Tako. Sigurno je kakšno vprašanje, glede na to, da bi se tudi kako poročilo napisali, kako...
Moje vprašanje samo niso Vezana. povezane z Ne, katerokoli. Oni naj kar zdaj naredijo. Ja, vi me zdaj lahko vprašate. Intervju z avtorico, zdaj se malo spoznali. Zdaj, ko te vi mene sprašvali, si bom pa stol vzela. Malo vodo. Ja, vodo je pa že... Zdaj pa lahko svoje, tako, zdaj pa lahko vprašate, Lahko čisto druge, lahko zdaj malo ste jo naredimo. spoznali, malo ste spoznali njene poglede, njeno življenje, zadnjo knjigo, ki je išla in jo je napisala. Zdaj pa imate gotovo pripravljenih nekaj vprašanj za nje, da boste lahko vi tudi kakšen vašem glasilu, ki je to objavili, ne? Zdaj pa jaz mislim, da je beseda končno vaša. Vzemite si jo. Ker pogumna. Kdo je prvi? Izvoli. V Zmeta se. letih ste pa začeli s svojim poklicom. Ja, jaz vsakih 20 let zamenjam poklic. Tako da zdaj nisem več tako mlada, ker sem zdaj že dvakrat zamenjala poklic. Oziroma, malo se selam iz enega poklica v drugega. Namreč jaz sem študirala na Akademiji za gledališče, to ste najbrž v kakšni moji biografiji prebrali, in sem bila izredno ambiciozna študentka igre. Izredno ambiciozna. Jaz nisem, moja ideja, ki sem se jaz upisala in bila sprejeta na Akademijo za gledališče, ni bila, da bom jaz jaz bom postala igralka, ampak jaz bom postala vrhunska igralka. Tako je bila moja ideja, ne? In sem čisto vse svoje moči vložila v to. Zato, ker se mi zdaj brez veze biti nek povprečen igralec. In takrat sem že verjela, da talent ni vse. Se pravi, da talenta imaš več ali pa manj. Recimo, moj sošolc Gregor Bakovič, ki ga verjetno poznate z kakšnega filma, pa z ljubljanske drame. On je tako talentiran, da on je bil moj sošolc na akademiji. Da karkoli je rekel na bralni vaji, je bilo že dobro. Drugač ti tekst, ki ga bereš, se sami veste, če imate kakšen dramski krožek, ti točno veš, kako bi moral lik reči, da bi to naravno zvenelo. Ampak ko to prebereš iz teksta, zveni, o moj bog, tako čisto umetno. In pol vadaš, kako bi to rekel, ne, se pravi, kako bi rekel, ta park je lep, poln suhega listja, ne. Kako zdaj to rekel, da to normalno zvenelo, da ne bo, ta park je lep, poln suhega listja, da bo to zvenelo normalno, ta park je lep, poln suhega listja. Ampak ti imaš tam nek tekst in on vse, kar je rekel, je zvenelo v redu, je zvenelo naravno. Mi smo se pa matrali. Sem rekla, dobro. Zdaj, vsi so mi rekli, talent ni vse. To se da vse pač delo, je tisto, ki pomaga, da ti s talenta nekaj narediš. No, in to željo sem jaz imela. Ravno prej sem hčerki pravila, smo se skupaj peljali v Ljubljano, da sem bila ob 7 zjutraj vsak dan že na akademiji, zato, ker me profesorica umetnosti giba ni marala. Malo imela problemov z mladimi ženskami, zato ker je bila sama nekoč mlada in lepa plesalka, in pol, ker ni bila več mlada, lepa je bila še zmeraj, samo ona pač ni bila več mlada, in je bila kar tako malo do mladih punc, ne? Smo se jim morali prikupati s kakšnim zelo dobrim gibalnim izdelkom. In sem vsak dan tamle na akademiji, ki je bila na Nazarjevi, zjutraj ob 7 se zaklenila v baletno dvorano in tam vadila, da me bo začela imeti rada ta profesorica. V 3. letniku me je objela in rekla, to si pa dobro naredila. Takrat naprej me je imela rada. Se pravi, iz tistega malo talenta, ki ga imam za ples, sem pač nagarala nek izdelk, da je ona rekla, da je bilo dobro. No in potem sem se zaposlila v gledališču in sem v gledališču delala 5 let in institucionalno gledališče me je izredno razočaralo. Zato, ker nisem se zmeraj strinjala z nekimi koncepti, idejami, estetiko predstav in me je izredno razočaralo. Tako razočarala, da sem težko hodila delati, da sem težko hodila v službo. Pazite, v bistvu so se mi uresničile sanje, ampak mi je bilo težko. In po 5 letih, takrat sem si tudi ustvarila družino, sem pustila teater, sem pustila službo v gledališču, se pravi, sem pustila službo, ki sem si jo neskončno želela. In takrat sem rekla, jaz hočem biti pisateljica, zato ker, ko bom pa pisateljica, bom pa lahko uresničevala svoje ideje in bom lahko svojo estetiko, tisto, kar jaz hočem svetu povedati, ustvarjala. Mi zato tako domišljivo. Ja, pa tisto, kar jaz želim v svetu najti,
in iz tega, kar mene zanima, ustvarjati zgodbe. Ne? Tako da takrat, sem imela malo manj kot 30 let, ko sem se to odločila. Se pravi, to je bilo prvič, da sem pustila en poklic in začela drugega. In isto, tako z tiste klepce talenta je bilo treba zdaj fejs delati, da se je nekaj scilo. Potem sem nekaj časa se preživljala tako, da sem poučevala gledališče na srednji šoli v umetniški gimnaziji v Novi Gorici. No in potem pred 3 leti sem pa še to pustila. Se pravi, vsakih 20 let pustim eno službo. Zdaj sem pa samozaposlena v kulturi. To pomeni, da zjutraj vstanem, pa grem v službi že v pidžami včasih, da cajt kako kafe pijem, kakšno urco tako delam, pol grem hoditi, pol spet delam, pol kosilo skuham, pol spet delam in tako izgleda moja služba. Ampak zdaj recimo sem tudi tukaj v službi, da se z vami pogovarjam, to je pač del tega, da ker pisatelj ni, ne more zdaj sam pri tem ostati, da knjigo izda, mora pa tudi knjigo predstaviti bralcem, zato da jo to preberete, če ne brez veze, ne? Če ne brez veze dopišemo. Je pa zelo pomembno, da vi berete, ker če pač vi zdaj ne boste brali, pol grem jaz lahko v penzijo. Se pa še prezgodaj, sem še premlada. Naslednje vprašanje. A vedno dobite navdih za pisanje iz svoje domišljije? Vas navdihuje še kaj drugega? Ja, pač zelo pomembno je za vsakega ustvarjalca, ne samo za pisatelja, tudi za gledališčnika, slikarja, pesnika, plesalca, ilustratorja, da opazuje. Ker zgodbe nastajajo, če bi nastajale samo domišljiji, ne bi imele stika z resničnim človekom in potem se bralec ne bi mogel uživeti. Ves čas morajo biti v stiku, nekako med domišljijo in resničnostjo. Zato je opazovanje tako pomembno in zato sem jaz silno jezna nase, če recimo sedim tamle v parku pa berem pošto v svojem poštnem nabiralniku, namesto da bi gledala okrog sebe. Čeprav je tudi to treba gledati pošto pa odgovoriti nanjo. Ampak zelo se pazim, da izbiram trenutke, da še zmeraj opazujem, da nisem ves čas v nekih daljnih svetovih. Mislim, da ste tudi vi v nevarnosti, da ste preveč na ekranih in da premalo opazujete. Ne? To sami veste in v bistvu ste zdaj vi tisti, ki boste o tem odločali, ne več vaši starši, ker vas ne bodo več mogli dolgo imeti na špakci pa opazovati, koliko ste vi na ekranih, pa koliko ste v realnosti, koliko opazujete. Tako da to vam pač zdaj polagam na dušo, da ste sami zdaj gospodari svojega opazovanja. Ker brez opazovanja pa nič ne moreš ustvariti. Zgodbe nastajajo ves čas okrog nas, ki jih potem seveda skombiniraš z domišljijo. Najlepše mi je v pisateljskem poklicu to, da nekaj vzamem iz resničnosti, naprej si pa lahko zmislim. Naslednje vprašanje, izvoli. Koliko časa približno pišete knjige? Tole sem zelo hitro napisala, zato ker me je Ignacija Friedel-Jarc poklicala, to je bilo lani enkrat, in je rekla, da bi oni sodelovali z mano. Si vi to predstavljate? Mislim, pred 20 leti sem začela sanjati, da bom pisateljica in sem pošiljala svoje neke literarne poskuse raznim založbam in me nobeden ni opazil. So tam ležali verjetno moji teksti na nekih mizah, pa je trajalo pol leta, preden je kakšen urednik to prebral, pa še pol, ko so prebrali, so rekli, da to še ni lik za izdajo in pol počasi, ne. Pol se pa trud obrestuje in te pokliče odgovorna urednica Slovenske matice in te vpraša, če bi kaj napisala za njih, ne. Je rekla, imate kaj napisano, takrat sva se še vikale spoštljivo. In je rekla, imate kaj, in jaz sem rekla, ne, nimam, imam pa nekaj v planu, v osnutkih in tako. In take priložnosti se ne sme zapraviti. In je ona rekla, pa bi ratalo do drugega leta in tako. In sem rekla, ja, brez razmišljanja, ne Ignacija, brez razmišljanja. Imela sem pa seveda idejo, da bom ob nastajanju dokumentarnega filma napisala dokumentarni roman. Kako bo pa to izgledalo? Pol pa spat nisem mogla. Kako mi jaz to naredila? Ne? Tako da v bistvu sem v pol leta pol to napisala. Je pa res, da sem že prej dobri 2 leti raziskovala temu in sem material imela. Ne bi šlo to tako, da bi ne imela materiala. Samo potem sem pa res v pol leta izumila formo, obliko, kako to bo, kako bo to izgledalo, kaj sploh dokumentarni roman je,
Do zadnjega sem se bala, pol sem poslala in pol me Zarika kliče in reče, v redu se bere. Ne bo me infarkt, v redu se bere. Ker se mi je zdelo, da ne veš, ne? Ker poskušaš, iščeš. Sploh je to v bistvu žanrski eksperiment. No? Ampak ta je bila res napisana v rekordnega pol leta. No, naj jaz povem, da je Nataša zelo profesionalna, res, kar zadeva sodelovanje z založbami, kar se z njo dogovoriš, to drži. Da obstajajo tudi pisatelji, s katerimi se dogovoriš, pa ne drži. In ne dobiš rokopisa. Ja, to se mi je zdaj zgodilo z prevodom mojega prvega romana za odrasle, Kava pri dišečem jasminu, ki je izšel 2012 in bi moral biti preveden v angleščino za zbirko Litera Slovenika pri Društvu slovenskih pisateljev do 1. aprila letos. Da bi bil na frankfurtskem knjižnici. In ga avgusta še ni bilo, septembra ga še ni bilo, pa sem jaz sama pisala prevajalki. Kaj je zdaj to? Prevajalka pa živi v Ameriki, se pač ima prednike iz Slovenije in se je naučila slovenščino, tako da prevaja slovenščino v angleščino, ki je njen native language. No in je potem, kar sem jaz pisala, ker pol sploh nisem vedela, ima kaj narejena, nima nič narejeno, oglašala se v urednici. In pol sem jaz pisala tako malo čustveno, mislim. Jaz sem mislila, da bo to šlo v Frankfurt, pa ni šlo, ne. Skratka, pol je zdaj oddala, zdaj je šlo v tisk, ne. Ampak tako je kar zelo hudo, če v bistvu čakaš, ne. Sploh, če urednik čaka, pa če ima v programu, pa če dobi denar za to, ne. Gremo še na vprašanje. Smo že presegli čas, ne? Ja, ampak zdaj že ga bo še čas. Kolikih pa še imate pripravljenih? Vsak verjetno ima nekaj. Ja, ampak jaz sem najbrž vmes med vsem tem že na kaj odgovorila. Jaz na dolgo odgovarjam, mene je nevarno vprašati. Kar izvolite. Kaj česar še niste slišali, pa ste si zapisali, da bi radi slišali? Ti me tako gledaš, kot da boš nekaj vprašal. Kaj? Nimaš. Kdo ima kaj tacga še, česar nisem pogledala? Ja. Ako ste pisali to knjigo, pa mogoče kakšno drugo, medtem ko ste se pri tej knjigi pogovarjali z temi otroci, ki so bili ugrabljeni, a to, kar so oni povedali, a vas mogoče kdaj to tako pretreslo, da ste preprosto za nekaj časa mogli pustiti in nehati pisati in ste potem znova nadaljevali? Ne, tega ne, zato ker na nek način jaz čutim bolečino drugega, jo čutim kot svojo lastno, ampak hkrati pa ravno zato pol čutim tudi potrebo, da to zapišem. Zato, ker si res odrešen bolečine, če pišeš o njej. Čist zares, to lahko poskusite, če vas taj kaj prizadene. Mi smo včasih pisali dnevnik, recimo. Jaz mislim, da je to zelo fino pisati dnevnik. Pa ni treba, da ga kdorkoli, kdajkoli prebere, ampak že sam, da zapišeš, se na nek način odrešiš bolečine, ker jo obesediš, ker je tako, kot da bi da imaš težko glavo, pa greš ven na zrak, pa hodiš, brez telefona, brez vsega, hodiš in se ti glava prezrači. Tako je s težkimi zgodbami, ki jih slišiš ali pa doživiš. Hkrati pa, če bolečine svojega junaka, tega, o komor pišeš, ne občutiš kot svojo lastno, pa oživetje ni mogoče. In če jaz brez oživetja napišem zgodbo, je to reportaža, ni zgodba. In potem, če jaz napišem zgodbo na tak način, da jo ne čutim, da jo ne napišem iz sebe, kot da bi se meni zgodila, potem tudi ti, ki boš to bral, se ne boš oživil. Branje pa zato užitek, ker se lahko poistovetimo z junakom in živimo, navijamo za njega. Saj veste, zmeraj si izberemo nekoga, za katerega navijamo, da bi se mu dobro izteklo v zgodbi. In to je zato, ker je pisatelj to tako dobro napisal, da se je tudi on oživil. Brez tega pa tudi tvoje oživetje, bravsko oživetje ni mogoče. Zato nas včasih nekatere zgodbe ne prepričajo. Še?
kakšno vprašanje? Izvoli. Ti otroci so pa najdeli te svoje starše po kakih dokumentih. Ja, ampak zelo, eni so jih najdli šele, ko jih niso več najdli, ko so najdli samo še grob. Recimo Ingrid von Oelhafen sem jo na začetku omenila, ona je pač celo življenje ostala v Nemčiji in je bila stara 60 let, ko je šele prišla, celo življenje je iskala, ker je pri 12 letih izvedla, da ona ni Ingrid von Oelhafen, ampak je Erika Matko. Odkot? In je šele pri 60 letih prišla do Slovenije, do Rogaške Slatine in še takrat pol se je to blazno kompliciralo, njeni starši niso bili več živi, brat in sestra tudi ne, tako da je najdla nečake, pa še ti jo niso, so tako čudno reagirali, kar niso verjeli. Skratka, v bistvu je danes to stara gospa, zelo vitalna, neverjetno, kako je ona živa, zdrava, polna življenja, predvsem, ker se je hudega zgodilo, ker jo tudi krušni starši niso imeli radi, to je njena tragedija. Ne? Tudi tisti, ki so jo posvojili, so jo v neko sirotišnico dali, pa so jo vsakih par let prišli iskat, pa so jo pa spet v nek zavod dali, skratka. Odraščala je brez ljubezni. Ampak zdaj, tako lani jo je sprejel predsednik Borut Pahor, to je tudi v filmu ta prizor, prišla k njemu in on je vprašal, tega vprašanja pa ni v filmu, kako se ona počuti zdaj, ko pride v Slovenijo, v angliščini seveda ne govori slovensko, čeprav se zdaj uči, in je rekla, srečna sem, da vem, kdo sem. Tako malo za srečo. Tako da čist samo to, a ne? Da vemo, kdo smo, da imamo starše, da smo v domovini, da smo na varnem. Samo to. Če se tega zavemo, koliko je to vredno, da eni tega nimajo. Zdaj ta hip je v Ukrajini, na okupiranem ozemlju Ukrajine, ukradeno na 100 000. Ta hip so ukrajinski otroci rusificirani v ruske družine, po hitrih postopkih obdani v posvojitev ali po rejo. Tam gre tudi za politično vzgojo, isto se dogaja. Tako da, če vemo, da je tako blizu, pa soroden narod, ukrajinski otroci, je meni pomembno, da mi vemo, kako smo srečni, da smo v miru in da vemo, kdo smo in da imamo svoje družine. Tudi če imamo malo čudne starše, pa malo težke starše, pa če imamo neke travme iz otroštva, veste, zdaj travma, zato ti mama ni dala čokolade, pa s pol dneva jokov. To ni nič hudega proti temu, kar se ti lahko zgodi. Zdaj se vam pa najbolj že mudi, zelo, ne? Jaz moram šibati, se zahvaljujem. Hvala. Ja. Puk naprej. Puk naprej. Rojem vam, ja. Je pa zelo zanimivo, hvala. Hvala, da ste prišli. Ja, z veseljem. Koliko imamo še časa? Ja, počasi. Dobro. Kdo še želi kaj vprašati? Gotovo, zdaj imate priložnost, boste lahko napisali. Ja, izvoli. Na katero knjigo ste najbolj ponosni? Aha. Ja, to me pa čist vedno vprašajo in nikoli ne odgovorim. Zato, ker ne morem reči. Zato, ker je pač vsako toliko truda vloženega, da pol zdaj recimo ta hip na to, ker je zadnja in ker mislim, da je zdaj pač vse moje znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila v času, ker se razvijam kot pisateljica, sem zdaj tle noter stisnila. Ampak potem bom pa tudi to izkušnjo stisnila v naslednji ustvarjalni proces, ker to, zato sem pol zmeraj znova tako, mislim, ponos je mogoče malo taka navarna beseda, ne. Preveč zadovoljen, mislim, fajn je, da si zadovoljen z upravljenim delom, preveč zadovoljen pa tudi ne smeš biti. Zmeraj moraš imeti neka nova pričakovanja, tudi pri sebi, ne samo pri drugih, ne samo pri svojih otrocih. Bi še kdo kaj vprašal? Zdaj imate priložnost, da ste za avtorico, da lahko vprašamo karkoli, ne? Ja, če ne imam jaz pol še eno basen za na konc, za zaključek, za kako se reče, češnja na torti. Tako da, če želite, lahko kar zaključim. No, to so pa zdaj najnovejše, basni. Jaz sem pred 12 leti, se mi zdi, 11 izdala pri založbi Didakta Kosmate in krilate basni. To so basni v verzih,
posodobljene basne v verzih, ki so nastale na podlagi ljudskih basni. In zdaj, naredila sem jih skupaj z Marjanom Mančkom. In zdaj sem se pa odločila, da je pa čas za novo serijo, ki bodo pa samo lisičje, večinoma postavljene na rezijanskem izročilu, ker tam lisica ima zelo veliko vlogo v reziji. Včasih je žrtev, včasih je rabelj, včasih je ona prelisičena, včasih prelisičijo njo. Tako da bojo lisičje in bo zdaj nova serija takih basni in zdaj vam bom eno povedala. Torej, motiva si ne zmislim, motiv vzamem iz ljudskega izročila, pa tako malo po svoje naredim tudi, da je za ta čas aktualna. No in ta ima v originalu, v rezijanskih pravljicah naslov Lisica spovednica. Govori o tem, kako se je lisica odločila, da bo spovedovala druge živali. Je pa to monolog lisičji in sicer gre takole. Poslušajte, imam problem, izredno resen vam povem, saj filbec smatra me tako, da se mi dlake cepijo. In dlakocepljenje boli me že približno 7 dni. Problem, ki ga imam, je v tem, da jaz recimo sploh ne vem, kaj medved je in kaj lovi, pa s čim se boter volk masti. Zato razkrijem vam, kako bom zdaj izvohala vse to. Še danes v gozdu razglasim, da za kolege se bojim, saj njihova je skrb samo želodec, kožuh in telo. Pa duša, mar jih ne skrbi, da se od grehov posuši? Na to predlagala jim bom, naj k meni pridejo na dom po eden in po eden vsi, od rešice pri spovedi. Kaj menite? Je moj načrt dovolj privlačen in odprt? Če pride volk in izpoveda zajce žre in jagenčke, mu rečem, bravo, to ni greh. Nadenem ljubok si nasmeh in sklenem, volk, odrešen si za ceno zrezkov in gosti. Ko pride medved ves kesan s pokoli svojimi na dan, mu dušo pomirim, rekoč, da v radodarnosti je moč, kajti čez mano plen deli, odpustek brez težav dobi. Nato še zajček pridrobi s povešenimi uhlčki in ves preplašen mi prizna, da on ne krade drugega kot malo zelja, kdaj, pohrusta pa ga sam skrivaj. Sramota, zarohnim na to. Odveze tukaj le ne bo, za tak zločin, kakor je ta, bo kazen neusmiljena. Ne bom ga snedla, naj mu bo, naj steče, zleze pod drevo, saj jaz počakam ona dva, da mi svoj dolg povrneta. Zakaj bi si mazala vest, če se dobi zastonj za jest? No, moj načrt je brez napak. Zdaj k spovedi naj pride vsak, ki ga pri duši kaj teži, saj pri lisici mir dobi. Vse prostovoljno, kaj pa da? A ne hodite brez mesa. Tako, no. Takih bo zdaj 12 lisičjih basni. Naslednji. Odlično.